Kje so meje človekovega telesa? In kdo jih določa, ali tehnologija? In kdo bo v tej bitki zmagal? Go 2025. Brezmejno telo je projekt, ki se bo odvijal v sklopu Evropske prestolnice kulture tukaj v Solkanskem kamnolomu. Kaj sploh zasledujete pri tej predstavi oziroma pri tem konceptu? Ja, pri tem konceptu se ukvarjamo v bistvu z mejami človeškega telesa in s tehnologijo, torej v primerjavi, kje so meje telesa in kje so meje tehnologije, umetne inteligence. Tukaj, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da umetnost in ples so vse to, kar umetna inteligenca še ni. Seveda nam tehnologija pomaga pri kakovosti življenja, pri povezavah, pri vsem tem. Je pa umetnost ta, ki je vse drugo, kar je tehnologija. Torej je nekaj, kar izhaja iz instinkta, iz nas samih in to je to, kar je zelo pomembno v povezavi vseh nas. In telesa plesalcev ste umestili v ta surovi ambient kamnoloma. Zakaj ravno tukaj? Ja, v bistvu to je bila ideja Nede Rusjan-Bric, da smo tukaj. Midva sva se seveda takoj strinjala. Nama se zdi ta dih jemajoča lokacija več kot čudovita in primerna za to predstavo, ker je na nek način, kot da smo na enem drugem planetu, na enem drugem svetu. Tako je, in gracilno telo ima tukaj v primerjavi s to grobo tehnologijo še večji pomen, kaj ne? Tako je. Tukaj v predstavi, to pa ne bo samo ena predstava, ampak bo cel niz dogodkov, kaj ne? Ja, v bistvu Brezmejno telo je projekt, ki je več kot samo istoimenska predstava, ki se bo julija 2025 odvijala tukaj. Gre v bistvu zaradi tega projekta je v Novi Gorici nastal čezmejni stalni plesni ansambel. Prvi, kaj ne? Prvi na našem območju in drugi v Sloveniji. To se nama zdi zelo pomembno. Skupaj z Mikalom sva si to želela že od nekdaj in zelo je pomembno zaradi več dejstev. Eno je, da je sodobni ples v Sloveniji eno izmed najbolj prekarnih področij umetnosti pri nas. Zato s tem pripomoremo k razvoju nadgradnji sodobnega plesa v Sloveniji in tudi čez mejo. Poleg tega je zelo pomembno dejstvo kulturni turizem, kajti na avdicijo za plesni ansambel se nam je prijavilo 800 plesalcev iz celega sveta. Poleg tega smo sedaj ekipa, ki sestavlja nas 6 plesalcev, ki prihajajo iz Japonske, Italije, Slovenije, Poljske. In tudi tukaj brezmejno telo, kaj ne? Tako. Imamo še vrsto pobud in ponudb, prošenj za sodelovanje kot neke vrste internship oziroma to je kot neka praksa iz uglednih evropskih plesnih akademij. Tako da je to res pravi kulturni turizem. No? In komaj čakamo, kako se bo razpletel izziv. Torej, umetna inteligenca ali telo, kdo bo zmagal? Radio